Spoštovane državljanke in državljani, ne boste govorili, da Slovenija ni razvojno, znanstveno usmerjena. Mi smo v Izoli in tukaj vidite znanstveno-raziskovalni center kampus Primorske univerze, ki je seveda prazen, nedelujoč, čeprav so ga začeli graditi z gradbenim dovoljenjem iz leta 2008. Na to se je zgodilo nekaj. Prišlo je do povodnji tamle leta 2017 in kampus, ki je bil namenjen za izobraževalne namene Primorske univerze, je obstal in počasi, zdaj že zadnji 2 leti, razpada. Ampak, da ne bo pomote, občina Izola, ki je dobila novo vodstvo, se je odločila, da bo znanosti dala spet priložnost. In to priložnost ji daje tukaj, na tej parceli, ki je velika preko 70 kvadratnih metrov, vse skupaj, ta je okoli 45, kot pravijo, in v tej zdaj gradbeni jami pripravljajo projekt zopet novega znanstvenega raziskovalnega centra, kjer pa bodo znanstveniki proučevali, kako moramo uporabljati les, da bo izkoriščenost istega na najvišji ravni. No, pa vedi, kdo je nor. Ali tisti, ki so v isto vložili kar nekaj milijonov denarja v ta objekt, ki vidite tukaj, je nedelujoč, v njem so celo naprave, računalniki in oprema, ali pa tisti, ki so dovolili, da se objekt ne uporablja in se začne graditi nov objekt. In sicer na tej lokaciji. V ozadju objekt, ki ga vidite, je stanovanjski objekt in ne mešajmo ga z tem področjem, ki ga vidite tukaj. No, da bomo jasni in natančni, pa si pogledajte, kaj piše tukaj. Piše takole, da je to objekt kampus Livade prva faza, stavba A, da je gradbeno dovoljenje izdano 27.11.2008, da sta projektanta Dekleva Gregorič in arhitekti in da je to vse pod okriljem Primorske univerze. No, v tem delu Radio 1 obvešča. Stacionarni radar. Čez 500 metrov. ne bodite brez skrbi, bodite, ni radarja, mi smo daleč od tega radarja, no tu pa je ta gradbena jama ali pa gradbišče, kjer se pripravljajo na področju občine Izola zgraditi ta prej omenjeni nov znanstveni center, v katerem bodo znameniti znanstveniki iz vsega sveta proučevali uporabo lesa, zdaj ne vem, ali tega, ki ga vidite tu pred seboj, ali onega, ki ga vidite na hribu, ali morda tega drevesa, ki je tukaj, ali pa morda teh dreves, ki so jih posadili že sorazmerno v visoki rasti, da so ustvarili pozelenitev tega dela območja Izole. No, tu so stroji, znameniti caterpillarji, ki čakajo, da bodo podelek spet začeli graditi, in sicer pod taktirko komunale Izola, znanstveni raziskovalni center, ki ga vidite tukaj z vsemi podatki.
Ne bomo jih naštevali, ko si počasi preberete, kdo so graditelji, izvajalci. Gradbeno dovoljenje je iz leta 2018 in to je to gradbišče, kjer boste nekoč občudovali delo slovenskih in tujih znanstvenikov, Vizoli, ko bodo preučevali uporabo lesa za posebne namene in naš razvoj. Lepo. Pa recite, da mi ne skrbimo za znanost. Seveda, brez dvoma, s praznimi glavami.